Ti pripraviš, medtem pa mi pozdravimo našo terensko ekipo, tudi bo v povezavi s kulinariko na gospodarskem razstavišču, namreč poteka jubilejni 10. mednarodni festival sejmov okusov Alpe Adria. Tokrat bo na sejmu zadišalo tudi po kavi, ki se pripravlja, verjamem, da za našo ekipo. Ljubica, lep pozdrav. Ja, tako zadišalo je že po kavi, ki se pripravlja in tukaj gospodarsko razstavišče se še prebuja, kajti ob 10. se začenja sejem okusov. Z mano pa je že gospa Nives, pozdravljeni, dobro jutro. Torej, kaj vse bodo lahko gledalci oziroma obiskovalci tukaj pri vas videli? Torej, dobro jutro s kavo, pozdravljeni vsi gledalci te priljubljene oddaje. Kot že povedano, sejem je sicer v znamenju kave, 10. jubilejni, ampak poudarite treba tudi vse drugo, torej kot vsako leto, letos celo 3 dni šola pice z standardnim tekmovanjem, ki ima letos rekordno število prijavljenih, novega so koktejli, ki jih bodo pripravili barmani, sicer tudi vas bomo presenetili z okusi in za koreografijo, ki jo znajo samo barmani narediti. Sledijo slaščice, ki letos lahko govorimo o presežkih, od kreacij, tort, artistike, ki sploh ne veš, ali je to sploh se upaš pojesti, ker je tako lepo zavideti, od najmodernejših slaščic, ki so zdaj trendovske, do baget, ki jih bodo lahko gospodinje naredile, torej makroni, semifredi, cheesecake, kreminoti in podobno. Se pravi, veliko stvari pripravljate, tokrat pa v spredju kava, kaj ne? Ja, kava je v spredju in kot smo rekli, zgodba kave bo od zdaj naprej, tako kot je bila zgodba o vinu, na katero smo Slovenci ponosni, bomo tudi kavo začeli Slovenci malo drugače ceniti, ampak besedo strokovnjakov z tega področja. No, tukaj imamo že gospoda organizatorja Matjaža, pozdravljeni. Torej, kaj vse pripravljate oziroma kako ste zadovoljni z obiskom festivala oziroma sejma? Ja, mi smo v sklopu našega jubileja 10. sejma izredno zadovoljni. Kot vidite, smo uspeli napolniti sejmišče, sodeluje več kot 150 domačih in tujih razstavljavcev in kar smo najbolj veseli je seveda strokovni program, katerega vam je že sodelavka povedala in veselimo se sejma tako tega kot seveda prihodnjega. Torej, omenili smo že, da hkrati poteka tudi sejem Natur Alpe Adria in z mano je že gospa Trpin. Tako je, ne? Poteka tudi... Dobar, tudi sejem turizma poteka vzporedno, letos prvič orientiran v aktivno preživljanje prostega časa v naravi, za kar ima Slovenija vse priložnosti. Več kot 300 razstavljalcev z več kot 12 držav, od eksotičnega Nepala do seveda sosednje Hrvaške, z seveda tudi bogatim programom, od potopisnih predavanj, danes predavanje Vikija Grošla, pa do tega, kako je Slovenija potencial za kolesarski in pohodniški raj. Skratka, ogromno enih vsebin in upamo, da bo to pritegnilo veliko obiskovalcev, kajti sejem si to zasluži. Torej, omenili pa smo že, tukaj gledalci si lahko tudi ogledajo pripravo same kave. Gospa Nives, kava, ne? Tako različnih okusov, različna priprava, ampak na sejmu bodo lahko obiskovalci videli še nekaj več. Ja, videli bodo še nekaj več in predvsem imamo tako orientirana predavanja, ki vam bo kmalu gospod predstavil. Torej, od zdaj naprej dajmo reči, da popoln ekspresov ne bo več skrivnost, ker z delavnicami, na katerih vas vabimo na sejme, bo pač ta umetnost dostopna tudi ostalim. Koliko obiskovalcev pričakujete, tudi mednarodna udeležba je na tem sejmu, kaj ne? Seveda, mednarodna udeležba je, dajmo reči, da je to butični sejem, kjer se zbere vse najboljše iz vseh trenutnih večjih sejmov, tako da res v enem dnevu obiskovalec vidi vse, kar potrebuje, dobi najboljšo kavo, najboljše surovine za sladoled, nauči se delati slaščice in kako jih to tudi vizualno lepo predstaviti. Torej, zdaj bomo lahko videli kavo oziroma bomo malce pokomentirali, kako je samo pripravo kave. Zakaj je tako posebna? Ja, posebna je zato, ker imamo s Brew Akademijo trenutno v Sloveniji možnost tega. Namen akademije je bil, da dvignemo kulturo pitja kave. In s tem, ko dvigujemo kulturo pitja kave, dvigujemo tudi in spremljamo trende kavnih napitkov, ki so po svetu znani in s tem jih prinesemo tudi k nam v Slovenijo.
Kolega je prezentiral kapučino z latte artom, pravkar pa pripravlja bottomless portafilter. Bottomless portafilter je odrezana ročka, pri kateri lahko ekstrakcijo popolnoma nadzorujemo do sanke potankosti espresa. S tem povečamo aromo in vse, kar nam espresso tudi mora dati. Se pravi, čeprav izgleda priprava kave tako enostavno, ni, ne? V kavni industriji in pripravi espressa samem je cela znanost za njo in zato skrbimo z Brew Akademijo. Hvala lepa, tako se bomo še prebujali naprej z dobro kavo. Hvala lepa. No, gledalci, vi pa le ostanite z nami in Katja, zanima me, si morda že osvojila kakšno novo kuharsko spretnost? Ljubica, hvala lepa.